Lepo zdrav v novi epizodi Male šole Audio Pro. Moje ime je Aleš in danes se pogovarjamo o pravilnem držanju vokalnega mikrofona. V rokah držim Rode M1, navadni dinamični vokalni mikrofon, eden izmed najbolj prodajanih pri nas. Sestavljen je iz večjih delov, zaščitna kovinska kapica, ki varuje odjemno glavo, potem ročaj in pa na spodnji strani ročaja tripinski konektor, kamor priključimo mikrofonski kabel. Mikrofon pravilno držimo le za ročaj in sicer pod zaščitnim robom na tej kovinski kapici. Velikokrat se nam dogaja, da vidimo, da vokalisti mikrofon primejo čez celo glavo in kot bomo kasneje pokazali, to ponavadi pomeni, da je zvok kar reduciran, se pravi zvočna slika samega mikrofona je zmanjšana, pojavljajo pa se tudi večji problemi pri mikrofoniji oziroma piskanju, nadležnem piskanju pri nastopih v živo. Mikrofon torej držimo za ročaj in ga namestimo približno 2 do 3 cm od ust pod kotom 45 stopinj ali pa v ravni poziciji, tako boste dobili najboljši frekvenčni odziv z vašega dinamičnega vokalnega mikrofona. Enako velja tudi za kondenzatorske vokalne mikrofone, kjer pa je razdalja od ust ponavadi lahko malenkost večja. Če ste brali kakšno strokovno literaturo, potem ste mogoče naleteli na izraz proximity efekt. Gre za efekt večanja oziroma bolj glasnih nizkih frekvenc, kadar mikrofon približujemo bližje ustom. Torej, če imamo mikrofon bližje ustom, dobimo poln zvočni spekter, se pravi s polnimi nizkimi frekvencami, kakor jaz mikrofon oddaljujem, zvok postaja bolj tenak. Torej izgubljam nizke frekvence, visoke pa ostanejo približno na enakih nivojih. To lahko s pridom uporabljate pri zvočnih efektih, seveda pa se morate tega zavedati tudi, kadar uporabljate mikrofon v čisto običajne namene. Bolj, ko boste mikrofonu blizu, bolj bo naraven zvok oziroma več nizkih frekvenc, več širine bo imel vaš vokal. Že prej sem omenil, da je kar velika razlika med tem, kako držimo mikrofon. Če mikrofon primemo čez celotno glavo, s tem zmanjšamo njegovo frekvenčno odzivnost in povzročimo to, da mikrofon pravzaprav daje večinoma srednjetonske frekvence. Zvok mikrofona, kadar ga držim takole, je vsekakor čisto drugačen, kot ga dobimo, če ga držimo za držalo. Lahko samo omenim, da v postprodukciji tukaj seveda ni prišlo do nobenega dodajanja efektov, pravzaprav je to samo stvar držanja mikrofona. Še en praktični prikaz tega imamo, kako lahko nepravilna drža mikrofona povzroči kar nekaj tehničnih neprijetnosti na vaših nastopih. Če držimo mikrofon pravilno, ga lahko imamo kar precej glasno v monitorju. Test 2, 6, 8, test 2, 6, 8. Če pa mikrofon držimo za glavo, kar hitro pride do mikrofonije. To je bilo za danes vse. Če imate kakšne predloge, pripombe, komentarje, nam jih sporočite na spletni strani www.audiopro.si ali pa na našem Facebook pageu. Do naslednjič, čau!